Pa smo doma, napolnjeni z doživetji, ampak Slovenija, naša domovina nas je pričakala. Mi smo se vrnili z letos 11 radijskih počitnic, imeli smo se lepo, odkrivali novo deželo, spoznavali nov način življenja, novo kulturo. Letos na jugu Italije, pokrajina Apulija nas je gostila in mislim, da če potegnemo črto, smo lahko z vsem zelo zadovoljni. Dobro smo jedli, predvsem naravne proizvode, tisto, kar res da in rodi apulijska zemlja, odkrivali številne lepe znamenitosti, ki so pod nekatere zaščito UNESCO, torej so svetovno pomembne in nekaj posebnega. Dobro smo se počutili tudi preko gostoljubja italijanskih gostiteljev. Skratka, če potegnemo črto, je bilo zelo lepo. Pa da ne ostajam samo pri svojih besedah, tam skoraj 400 poslušalcev in prijateljev Radia Ognjišče je dopustovalo 10 dni, kje in kako, pa si pogledajte v nadaljevanju. Sveti Dominik v Bologni, sveti Pater Pij v San Giovanni Rotondu in sveti Nikolaj v Bariju so bili možje, ki so se jim počitnikarji priporočali na poseben način. Rdeča nit letošnjih že 11 počitnic z Radijem Ognjišče je bilo leto vere. Tako so se duhovniki v svojih pridigah pri vsakodnevnih svetih mašah ustavljali pri pomenu vere za vsakdanje življenje. Poudarek je bil na obiskovanju svete Evharistije, prejemanju zakramenta sprave in pomoči bližnjemu. Lahko rečem, da so 11. počitnice tudi bile v znamenju leta vere, kajti vsakdanja bogoslužja in pred njo molitev rožnega venca so v nas utrjevala vero, upanje in ljubezen. Vsi nagovori, ki smo jih imeli duhovniki, smo ljudi spodbujali, da bi res poživili svojo vero in to vero ne le živeli zase, ampak jo preprosto v vsakodnevnem življenju pričevali za to, kar nam je dejal nadškof Ferrari, da je Jezus Kristus edini odrešenik sveta in človeštva. Najprej mislim, da so vsake počitnice posebna priložnost za to, da obogatimo našo vero. Če gremo na počitnice, včasih lahko pozabimo, ampak tukaj na teh počitnicah in na vseh radijskih počitnicah je veliko možnosti, ko imamo več časa, da v miru obogatimo, obnovimo našo vero in predvsem v vseh teh svetiščih, v katerih smo bili, je bilo tudi veliko svetnikov. Sicer pa se je mnogih počitnikarjev najbolj dotaknil svetnik iz Pietrelcine, kjer je sveto mašo daroval brat Štefan Kožuh, ki se je samo za ta dan pripeljal iz Rima. Dejal je, da sta čista duša in mirno srce globok mir, ki presega vsake počitnice. Da ves človeški trud, vse človekovo samoupravičevanje ne pripelje nikamor drugam, kot vedno globlje blodnijo po naši človeški samoti in včasih tudi grešnosti, žal. Če se pa odpremo Bogu, če mu damo na razpolago svoje srce in rečemo, glej, sem kakršen sem, ampak sem tvoj in ker sem tvoj, imam pravico do tvojega odpuščanja in tvoje ljubezni, potem duh počiva. In zaradi te notranje sproščenosti potem seveda razdajamo ta mir tudi okrog drugim. Počitnikarji so v 10 dneh s pomočjo 8 izkušenih šoferjev prevozili okrog 3000 kilometrov. Obiskali so Bologno, San Giovanni Rotondo, Bari, Alberobello, Matero, Almaturo, Lecce, Trani, Ferraro in bivali v Castellaneti Marini. Seveda smo radijci vsak večer bivanja v hotelskem kompleksu Nova Jardinija poskrbeli za prijetno vzdušje. Tako smo medse povabili talente, Martina Krpana, opravili bralno vajo in se zabavali ob bazenu. Manjkala ni niti prava slovenska veselica v prvi poletni noči. Tudi na letošnjih počitnicah smo spoznavali, da številni z nami letujejo kar tradicionalno. So pa seveda vmes tudi takšni, ki slišijo, dobro ime se širi prek 9 gora in vasi in so odpotovali z nami letos prvič. Imeli smo tudi nekaj mladih osnovnošolcev in pa tudi nekaj tistih, ki so dosegli že visoko, lepo starost, blizu 90 let. Letos so se naši prijatelji počitnikarji veselo kopali v Jonskem morju, ki je nekoliko drugačno kot Jadransko. Potem dobro jedli, se zabavali, plesali, peli, še kako peli.
se družili, spoznavali nova prijateljstva in tudi pridno pisali razglednice. In kaj so napisali? Delček tistega, kar nam bodo zdaj zaupali v kratkih izjavah. Poslušajmo njihov utrip. Fajn smo se imeli, družabno, ne? Malo smo sicer že utrujeni, ampak je pa res v redu. Sploh mi je pa všeč ta duhovnost. Veliko sem spoznala novih prijateljic in super mi je. Vas bom pa še naprej spremljala. Hvala. Jaz sem ta drugič, pa mi je zelo, zelo všeč. Še bolj školanski let. Tako. Torej še tretjič. Upam, če bo zdravje služilo. Kar nekaj počitnikarjev je z nami potovalo že 11-tič, med njimi tudi Darinka iz Brežic, sestri Lidija in Judita, ki je imela s seboj prav tako 11-tič svojo mamo, ki je bila skoraj 90 leti najstarejša počitnikarka. Za nemoten potek počitnic je skrbela skupina 8 vodnikov agencije Kompas na čelu z Vladimirjem Petvarjem. Izrazil je veselje, da so počitnice minile brez večjih težav. Moje mnenje je, da smo se imeli skrajno fajn. 11. počitnice, Bogu hvala, so uspele in lahko se res vsi skupaj veseli vračamo nazaj domov. Doživeli smo veliko lepih stvari po Božji previdnosti, kajti videli smo veliko lepih, pomembnih stvari, ki jih ima italijanska dežela Apulija in vsi drugi kraji, še posebej grobovi svetnikov, svetega Dominika, svetega Miklavža in seveda svetega Patra Pija. Bog daj, da je zaključek letošnjih počitnic dobra popotnica za 12. počitnice z Radiem Ognjišče.